Pozdravljeni svečniki in svečnice. Danes je ura 7 zjutraj, pa vzunje je -7. Jaz moram pa avto spucati, zato ker ga pelem, da bomo fedre zrihtali. Pa res ne rad vozim avto zrihtati, če ni spucan. Tako da grem jaz zelo zmrznit, mi pa kar zarolejmo tale intro, aj prav. Pejmo! Olej, zdaj smo pa prehodce. Mater, so že stroje na parkingu, lej. Nice. Evo, avto nadvigal, zadevo vzignemo. Ne. Fedrov sem pa toliko vesel, da prvič v življenju športne fedre vidim. No, pa poberemo lepo feltne dol, malo pošravbamo. Seveda sem jaz ta del rajš hodcovim majstrom prepustil. Evo, pa takole vidiš, ki je že vse skoraj čist narazen, koliko je to dejansko vse osran, ko se to nikoli navidi, kar takole grozen zgleda, no. Je pa, da priješ do fedrov kar kompliciran, smo mogli še na vrh precej podreti, brisalce dol, zgornje plastike in tako naprej. No, evo ga, Marjana, pa je feder vzun. Tole ima pa še en kabelček takle, veš, zato ker je elektronsko nastavljivo podvozje. Ta stare fedre damo dol, ta novega gor, zašravbamo in šibej Marjan nazaj v avto. Malo pošravbamo, spet zategnemo, da ne kakšen kolo na avtocest ne prehti in imamo spredi komplet fertik. Pa zrihtamo še vzadi, tlele pa precej lažje se sam ta zadnja roka dol spusti, fedre noter upne in zadevo nazaj pršravba, pa je del narejen. No, pa smo pa dali zadevo še na optiko, ker seveda, ko se rihta fedre, je treba tudi optiko zrihtati, a ne. Tile pajkce smo namontirali, jaz nimam pojma, kako se tej zadevi reče, ampak zgleda kar tako straight out of NASA. Pa je majster še malo pošravbal, nimam pojma, kva se kle šravba. Tudi tile cifre ne vem, kva pomenijo, ampak fantje res ovladajo, le vse te pokale z dirk. Pajkce dol poberemo, avto spustimo, pa šibamo. Fokus je na novih Aybahovih fedrih in zadeva sedi približno 2 cm nižji. Kar sem pa jaz opazil, pa v bistvu to, da se avto dejansko bolj udoben pele kakor prej, čeprav je zadeva nižja. Bolj udoben mislim v smislu, za te bolj manjše, bom rekel, grbine jih ful lepš pobira, kakor da tle pri vrh feder mal mehkejš pobira, kakor je prej, kar mi je ful všeč. Seveda ima pa avto še vedno zelo čvrsto podvozje, da se zastopimo. Zadeva zgleda super po mojem okusu, zato ker ni avto preveč nizek, kakor da bi bil na luftu, ampak se je lih prav usedel, da nima te, bom rekel, gromozanske višine tukaj. Zdaj tlele je še zmer za prst 2 placa, vzadi za ene 3, ampak tako, kot sem rekel, po mojem okusu je to v piko in boljš ne bi mogel biti. Meni osebno ni všeč, da bi bil recimo tale rob feltne že kar blizu tega blatnika, ampak valjda stvar okusa, ne. Tako da evo, fedre smo zrihtali, zdaj bi ti pa rad jaz še eno zadevo pokazal. Sicer nekaj časa nazaj me je povabil Tadej, ki ima RC Fun Park. Kaj to pomeni? To je v bistvu en ogromen prostor, kjer imaš avtočke na daljinca na vse možne načine. Tako da pazi zdaj tole. Pa jaz sploh nisem vedel, da ta zadeva obstaja. To je v bistvu en ogromen prostor, kjer imaš avtočke na daljinca, Hot Wheels, drift poligon, vse, v glavnem zadeva je nora, pa pojmo kar pogledati, kako zgleda. Začnimo kar pri tejle progi. To mogoče, jaz, ko sem bil majhen, sem imel tako progo, ki se je rekel Carrera Go, mogoče je tudi kdo od vas imel to, ampak tole je proper zadeva. Glej to. Glej, koliko imaš tukaj sam avtočkov na izbiro. Pač vsi ti avtočki se vozijo po tej progi. Tole imaš takle kontroler, v bistvu s tem nadziraš pač avtoček. Kar je pa najbolj hudo, je pa to, da na tistelem monitorju gor imaš timing, tako da, ko prideš s frendi, dejansko boste na cajt, tekmujete, zadeva je tudi toliko napredna, da dejansko šteje, koliko imaš v avtu benzina, tako da moraš tudi malo taktično zadevo odpeljati.
Polygon, to je pa v bistvu za tele majhne avtočke, ki so pa na daljinca in je v bistvu to nek vstopen svet v nekak ta model car racing. Tale zadeva je pa za vse Hot Wheels navdušence. V bistvu je proga za dva avtomobila, ki jih spustiš iz vrha dol in pol tekmujeta čist do konca dol. Pa dajmo kar dva avtočka vzeti, ne? Takole. In pol šipaš gor, moraš prav po stopnicah. Cak, 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 cak. Zapreš rampo. In pol s tem, ne, gumbom sprožil. Tole je pa moja najljubša proga in sicer se ji reče crawling. Gre v bistvu za tako spretnostno progo, kjer si zbereš enega džipa in pol moraš v čim krajšem času, brez da se prevrneš, to progo prevoziti. Takole pa zadeva zgleda. Džip je en tokle velik in pol moraš res počas. Až, ko so te tereni pač kar zahtevni, a ne? Foga moraš še malo porikvercati. Malo posmrik, Madonna. In tako naprej, ne? Zdaj pa pojmo pogledati še gor, na vrh je pa še drift poligon. Evo, lej, takole zgleda v bistvu ta avto za drift. Je pa tako dosti realistična, tako da če pretiravaš z gasom, ga tudi takoj prehiter odnese. Evo, vse to, kar vidiš za mano, vse te osnove proge, ograje, ves ta poligon, pa kompletna tale zadeva od Hot Wheelsa, to sta tadej pa njegova žena vse sama naredila v svojem prostem času, zvečer po službi in je tako res ful fascinantno videti takole zadevo v živo. Pač le te detajle, to zgleda dejansko kot kamen, ampak dejansko kar je pobarvan stiropor. Noč, evo, tokle malo na hiter, sem rekel, tole vam moram obvezno pokazati. Zdaj gremo pa še kele do soseda, pa en hud simulator probati. Nič, to je to za danes. Jaz bom dal od hodca, od fun parka, od simulatorjev, vse linke bom dal spodaj pod ta video. Mi se pa itak vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!